Mislim, da je prihodnost vsake šole, še posebno poslovne šole, kot je GEA College, da se povezujemo z gospodarstvom in ponujemo študentom tisto, kar se realno v podjetjih dogaja. Študenti so neobremenjeni, ne tako kot mi, ki smo obremenjeni vsak dan s številkami, s prihodki, stroški in tako naprej. Oni so pa odprti, preprosti, razmišljajo, niso omejeni in mislim, da bomo lahko dobili od njih veliko dobrih idej, samo pomembno je, da imajo dobre coache, mentorje, ki jih vodijo, da se ne zgubijo. To pomeni, potrebujejo dobra orodja, da lahko ta njihova ideja pride iz točke A do točke B ali do končne izvedbe. GEA College je v sodelovanju s Plastiko Skaza za študente pripravil kar 4 različne izzive. Vsak je po svoje zanimiv, študenti pa si bodo po skupinah v 3 izbrali tistega, za katerim se želijo preizkusiti. Seveda lahko ekipe sodelujejo tako na enem, kot kar na vseh 4 izzivih. In za študente smo ustvarili spletno platformo, na kateri lahko ta pravila tudi preverijo, kjer se pravila sproti ažurirajo in preko katere platforme tudi oddajajo vse svoje izdelke, ki jih bodo sproti opravili. Mentorji bodo te izdelke preverjali in jim tudi seveda podajali ustrezne argumente in evalvacije. Torej, podpora je prava, naredili smo pravo infrastrukturo, sedaj pa na študentih, da se izkažejo in verjamem, da bodo to z veseljem storili. Jaz upam, da bomo z uporabo predvsem kvalitativnih metod primarnega zbiranja podatkov do teh zanimivih izidov tudi prišli, to da poglejmo izide po 3 mesecih, upam, da intenzivnega dela. Naši timi študentov bodo pravzaprav za temi produkti imeli kar dosti dela, zaradi tega, ker prvič se bodo morali na neki način v njih zelo vživeti in v samo podjetje vživeti, v njihovo filozofijo, spoznati vrednote. Zanimati nas mora, kdo so naši kupci, kje te kupce najdemo, kdo je konkurenca in kako na najbolj pameten, najbolj primeren način spraviti, lansirati izdelek na trg zato, da bo uspešen, da ga bodo ljudje kupili. Povezovanje GEA College in študentov GEA College s podjetji je izjemno pomembno. Namreč povezovanje s stvarmi, ki se dogajajo v praksi, s stvarmi, s katerimi se pač za šolskimi klopmi ne moremo soočati, je izjemno pomembno za kakršenkoli nadaljnji razvoj podjetnika. Danes spoštujem to, da sem takrat vztrajala, da sem sedela v učilnici, da sem pač dejansko poslušala tudi strokovnjake, mentorje, ki so predavali podjetništvu, da lahko danes to suvereno implementiram prakso in da sem danes to v bistvu tudi nekak menedžerka svetovnega nivoja. Mislim, da to je odlična priložnost za študente, da lahko tudi zaživijo oziroma da spoznajo še nekaj drugega kot samo okolje v učilnici in se podajo tudi novim izzivom naproti, kar jim zna zelo koristiti v prihodnje. 15.6. bojo znani zmagovalci in kakšne so te nagrade, za katere se borijo. Tista najbolj laskava nagrada in tista, ki je najbolj željna sigurno med vsemi našimi mladimi nadobudnimi študenti, je predvsem praksa v Plastiki Skaza, ki bo plačana praksa, torej študenti se bodo lahko vključili v njihovo delo in ideje, ki jih bodo med projekti oziroma skozi to tekmovanje tudi realizirali, ustvarili, jih bodo lahko potem dejansko tudi udejanili, implementirali, a ne v njihov sam delovni proces. V timu se bomo odločili verjetno za izziv 2 in 3, to pa predvsem zato, ker imamo letos v študijskem programu v 2. letniku ta 2 profesorja in ta 2 predmeta in verjetno bomo šli v ta 2 izziva. Nas vse zanima marketing na splošno, pa tudi hočemo izvedeti, kako se dejansko naredi ta poslovni načrt. Odločil sem se za 1., 2. in 3. izziv. 1. zato, ker ga moram opraviti, 2. zato, ker me zanima in 3. zato, ker obožujem prodajo in verjamem, da se bom v tem tudi najbolje našel oziroma izkazal.